Dober dan, lep zeliščarski pozdrav. No, danes sem pa tule z vami v gozdu. Takle fajn prijetna senčka, sicer še ni najbolj toplo, ampak vseeno bom lahko predstavila nekaj zelišč. Danes bi vam rada predstavila eno posebno rastlino, zelo ni tako fejst poznana med vami. Reče se ji pa rumena mrtva kopriva. Kako to izgleda? Takšnale je. Zelo lepe rumene cvetove ima. Kopriva ne peče, tako da jo lahko komot primete z golimi rokami. Cvetovi so takole razporejeni po steblu, podobna je beli mrtvi koprivi. Zdajle je že takšen čas, da se je začela prebujati, da že prijetno cveti, drugače se nastavljajo takšnile popki. To se bo potem kmalu razcvetelo, zdajle v parih dneh. Zakaj rastlino sploh uporabljamo? Rastlino uporabljamo pri težavah s sečili, kadar imamo pekoč urin, če so težave z bolečimi ledvicami, če so težave z nasplošnim odvajanjem vode iz telesa. Pomaga tudi pri težavah s protinom, torej tisti, ki imate težave z manjšimi revmatičnimi obolenji. Pomaga pri krčnih žilah, pri prebavnih motnjah, pri čirih, pri težavah z želodcem, pri težavah z menstruacijo, tudi za naše vse ženske težave je zelo odlična, da jo uporabljate. Za mene je najboljša v kombinaciji z brezo. Zakaj brezo? Breza ima podobne učinke kot rumena kopriva, torej pomaga čistiti ledvice in odvaja vodo iz telesa. Zdaj jo že lahko nabirate v glavnem takšnele zgornji del rastline, torej z listi in cvetovi, sušite celo rastlino, z stebli vred, ko je dobro posušena, spet z stebli vred lepo pospravite v kozarce in uporabljate skozi leto. Najpogosteje se uporablja v pripravku za čaj, lahko si pa naredite z nje tudi kakšne obhladke. Tisti recept pa lahko najdete tudi v knjigi Marije Treben, Zdravje iz Božje lekarne. Obhladek si pripravite s kisom in ga potem date na obolelo mesto. No, zraven mene pa že tudi cveti in raste tudi nekoliko manj poznana rastlina, ne vem, če jo že kdo prepozna, to je gozdni regrad. Je sorodnica navadnega regrada, takšen je pa njegov cvet, ni tako zelo bogat kot navadnega regrada, ampak so pa zato listi, bom rekla, veliko bolj okusnejši od navadnega regrada. Nabiramo liste, lahko tudi cvetove, liste lahko kar pojemo, so zelo prijetnega, dobrega okusa, niso tako grenki kot navadni regrad in tudi kasneje, ko gozdni regrad odcveti, listi ne postanejo grenki in lahko tako uživamo celo leto, tja do pozne jeseni. Najboljši je v solatah, zelo je dober s krompirjem, avokadom, če mažem, lahko pa date tudi v kakšne juhe ali pa namaze, tudi zraven rib zelo paše. No, tule malo nižje cveti velika škrlatna kopriva. Zdaj ste mogoče na travnikih najbolj opazili takšne majhne koprivice, take majhne so, isti takile cvetovi, no to je pa velika kopriva, ta pa raste najbolj takle v gozdovih ali pa ob robu gozda. Pobirate spet celo rastlino, s stebli, listi in pa cvetovi. Zelo lepo se suši. Kje se uporablja? Uporablja se spet v čajnih mešanicah, pri težavah s sečili, pri slabem odvajanju vode, pri pekoči vodi, vnetih ledvicah. Torej, zelo, kar bom rekla, vsestranska rastlina. Mogoče, da še omenim, zakaj bi sploh uporabljali gozdni koren, sem pozabila. Zato, ker ima zelo veliko tistih divjih rudnin, ima veliko vitamina
vitamina C in ostalih vitaminov, ki nas čez leto krepijo, da pa pomagajo pri tem, da ostanemo skozi nekako tako vitalni. Poleg tega hkrati tudi z njim čistimo telo, krepimo jetra in pa žolč. Še malo nižje pa že cveti tudi dišeča perla. Dišeča perla, takšna rastlinica, zelo lepo cveti, ima lepe bele cvetove, 4 venčni listi, tole pazite, ko nabirate. Nabirate zgornji del rastline, torej cvetove, liste s stebli vred, lepo posušite in uporabljate v čaju. Čaj pa se uporablja pri težavah z nespečnostjo, z glavoboli, če so težave če so menstrualne težave, da so boleče menstruacije, če so težave spet s krčnimi žilami, z želodčnimi težavami, jo lahko s pridom uporabljate. Pri njej bi rada opozorila mogoče to, da je ne uživate v velikih količinah, ker lahko pride do kakšnih notranjih krvavitev, tako da zmerno z njo. Ne priporoča se tudi ne nosečnicam, ne doječim materam. Nekako to pravilo zmernosti pri zeliščih velja tako za vse rastline, tako da ne pretiravajte z nobenim zeliščem. Poleg mene cveti tudi še pljučnik, tisti, ki ga še ne poznate. Na določenih mestih še poganja, tako da si ga lahko naberete. Evo, zraven mene je tudi še tale grenkuljica. Tako pa izgleda, ko raste v gozdu. Je veliko bolj zelene barve, veliko večja kot pa tista, ki je na travniku. No, to bi bilo nekako iz moje strani danes vse. Mislim, da smo kar veliko rastlin predstavili. Jaz vam želim, da ostanete zdravi. Vreme bo zdajle vedno lepše, tako da veselo nabiranje in če rabite kakršnokoli vprašanje, me najdete seveda na naši Facebook strani. Tako da lep pozdrav do naslednjič.